Para mini lokomotive nam je pokazala pot do društva. Znak, ki ga v prihodnje iščite, da vas bo pripeljal do njih, pa je krilato kolo. Svoječasno so ljudje zaposleni na železnici imeli ta znak kot z znako železničarjev in je bil na kapi ali pa na gumbih njihovih oblačil. Nazaj v sedanjost in povedano zelo preprosto, v mini parno lokomotivo naložijo premog, nalijajo vodo, malo počakajo in se peljejo. Prvo je sestavil predsednik društva, ki mimogrede tudi dela na železnici. Doma me tako zafrkava, da so to igračke za odrasle ljudi, tako da je to več veselje s tem. Je nekaj resnice na tem, ali ni? Medtem pa Davor, ki je inženir strojništva, izdeluje novo lokomotivo. Ta lokomotiva, glede na to, kolika je, kakšne velikosti je, ima toliko moč, da lahko povleče dva odrasla človeka na vagonu, katerega vleče. Koliko naj tehtata ta dva človeka? Jaz mislim, da 80 ali pa 85 kg ne bi bilo nič. En. Tako da lahko rečemo, da sigurno do 180 kg bi potegnila. Parna lokomotiva, ki smo jo danes zagnali in že veselo piha oziroma spušča para, pa je malo večja od te, ne? Ste jo tudi vi naredili? Ne, to je gospod Janko je delo, tisto lokomotivo, jaz pa trenutno izdelujem eno drugo. Lahko pokažem mogoče trenutno en načrt, ker je v fazi izdelave in je v delavnici. Sicer je tudi 1:8, to je posnetek prave lokomotive oziroma model po pravi lokomotivi, svoječasno je JŽ-16. Predvideva, da bo v izdelavo vložil okrog 2000 ur dela. Če bi hotel kupiti že narejeno, pa bi potreboval približno 10 000 evrov. Vprašanje, kaj ga motivira, torej ni odveč. Mogoče ljubezen do totih parnih lokomotiv, pa nezmožnost, da bi se takšne parne lokomotive kjerkoli več uporabljale ali pa videle v realnosti. Tako da pač prisiljeni smo na izdelavo svojih in potem na uživanje v parni vleki v takšni razmeri, 1:8 ali 1:4, odvisno od možnosti. Za zdaj je za vožnjo na voljo 72 metrov proge, seveda pa ima društvo višje cilje. Imamo pa namen razširitev kompletne cele proge, tako da bi bilo v končni fazi med 550 do 600 metrov vseh tirov, to z postajnimi tiri, pa servisnimi tirici, pa vse skupaj. Potem bi radi imeli eno, kot neko postajo, imitacijo, zdaj nismo še ničesar točno odločili, koliko korilnico, kot rotunda, da se pač pa okrog za servis teh lokomotivic, kakšen vodni stolp, kretiški stolp, pa te stvari, da bi pa tudi s tem, da bi to bilo v končni fazi. To recimo trajalo, pa glede na finančne sredstva, pa na vložke, bi to trajalo tam nekaj med 5 do 8 let v končni fazi, bi to bilo urejeno. Parni lokomotivi se lahko pustite vleči vsako drugo nedeljo, njene sposobnosti pa so prepričljive. Moč je 3,6 konjske moči. To pomeni, koliko ljudi lahko vleče? 8 do 12 bi moralo biti, no samo potem moramo že... Koliko težkih? Ja, recimo tono 200 nekaj potega bi moglo imeti nekaj. Neverjetna moč za tako majhno lokomotivo. Ja, samo moramo potem priti tudi 200 moramo odbiti, če recimo kaj se samo teže lokomotive, pol recimo strojevodje, recimo v tem primeru mene ali pa kakega iz društva, teže vagonov, pa tu nekaj recimo, da 8 ljudi bi se moralo, recimo otroci sigurno jih 12, odrasli pa mogoče malo manj. Janko, kaj si najbolj želite? Najbolj si želim, da bi to se ljudje videli, bolj prišli, da bi pa novih članov, predvsem novih članov, da bi to pomagalo glede razumevanja in da bi to se čim bolj razširilo recimo tudi Maribor in na Štajerske regije, pa oziroma tudi celi Sloveniji. Tale parna lokomotiva, ki bova dala ime Friderika, recimo. Najbolj Friderika. Naj odimi že ves čas. Kaj pomeni, bova dlje ostala mlada in lepa zaradi tega dima, predimljene stvari postanejo dlje? Ja, navadno pravi izdelko, da ostane dlje, zdaj pa bomo videli, to bo pa čas pokazal. Tudi to je prednost, zato pridite in se včlanite v društvo.